In kdo sploh je Zoran Stevanović, ki je na državni politični parket stopil v času epidemije koronavirusa? Takrat je pozival k protestom proti vladi, ki jo je vodil Janez Janša. Znašel se je celo v pridržanju. Nika Konaver. To so pozivi Zorana Stevanovića iz oktobra 2021, zaradi katerih se je zaradi hujskanja k upiranju prislužil aretacijo in hišne preiskave. Jeza do takratne Janševe oblasti je bila tako velika, da je še nekaj mesecev nazaj, jeseni 2025, ostro nastopil proti tedanjemu notranjemu ministru Hojsu, ko so ga kriminalisti preiskovali v zadevi Kavaški klan. Kakšna p***ca je karma? Spomnite se tega Napoleona, še pred kratkim je ukazoval policiji, naj me nezakonito pridržijo. Tožilstvo ga je celo opozorilo, da je pridržanje nezakonito, ampak je vseeno po diktatu Janše naročil policiji, naj me zaprejo, preiščejo, javno linčajo. Danes pa ta isti Napoleon sam priznava, da je policija prišla k njemu domov. Hišna preiskava. Sum sodelovanja s Kavaškim klanom. Začele so se volitve. Ne, Aleš, začela se je karma in verjemite, take hišne preiskave bodo pri politikih kmalu precej pogoste, ko bo odločanje res v rokah ljudi, stranko Resnica. V politiko je Stevanović sicer vstopil na lokalni ravni v Kranju, kjer je večkrat neuspešno kandidiral za župana. Izkušnje si je nabiral kot mestni svetnik. Njegova agenda nagovarjanja volivcev zveni preprosto. Oblast laže in je skorumpirana, narodu lažejo vse stranke, lažejo tudi mediji. A prav mediji so razkrili. Jaz sem bil udeležen enkrat v prometni nesreči, res je tam, ampak sem plačal v bistvu kazen za prometen prekršek. Kaj pa poskus preslepitve zavarovalnice? Ne. Nikoli niste bil za to obsojen? Ne. Mi pa smo pridobili dokument sodbo Okrajnega sodišča v Kranju. Iz nje je razvidno, da ga je sodišče leta 2008 zaradi kaznivega dejanja poskusa poslovne goljufije obsodilo na denarno kazen, prav tako sostorilca. Sodba je postala pravnomočna leta 2010. Stevanović je moral plačati denarno kazen, res pa je, da je bil rehabilitiran in danes ne velja več za pravnomočno obsojenega. In če je Stevanović svojo obsodbo skrival, pa po izvolitvi stranke Resnica v parlament svojih kadrovskih, celo ministerskih ambicij ni več prikrival. Da bi lahko izpolnili to, bi mogli biti seveda notranje zadeve, zunanje zadeve in pa finance. Preletimo še program Resnice. Boj proti korupciji, suverenizem, nizki davki so prve 3 točke programa. Spreminjali bi volilni sistem in zmanjšali število poslancev z 90 na 63. V zdravstvu naj denar sledi pacientu, pišejo. Med drugim bi bilo cepljenje prostovoljno in neobvezno. Ukinili bi tudi komisijo za preprečevanje korupcije in obvezni RTV prispevek. Prav tako bi na primer prečesali nevladne organizacije in nekaterim ukinili financiranje.